predavanje v 7. ciklu pametov izleti matematično vesolje. Danes je z nami dr. Iztok Banič z Univerze v Mariboru. Podelil nam bo izkušnje, ki jih je pridobil v delu v maturitetni komisiji v zadnjih nekaj letih, natančneje v zvezi z matematiko in maturo, ampak še preden gremo na samo predavanje, nekaj besed o predavatelju. Iztok je diplomiral iz matematike na Univerzi v Mariboru in tam tudi magistriral in doktoriral, prav tako iz matematike. Raziskovalno pa se ukvarja z več področji matematike, torej tako s topologijo, s teorijo kontinuumov in topološkimi dinamičnimi sistemi, s teorijo grafov, dobro znano na Famnitu, sicer z okvarnimi primeri grafov in Hausdorffovimi grafi. V zadnjem času pa tudi z algebro in sicer s poslušitvami integriranja na kolobarje. Nekaj o integralih bomo tudi danes slišali. Sodeloval pa je tudi na različnih raziskovalnih projektih na Inštitutu za matematiko, fiziko in matematiko Univerze v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru ter tudi na naši univerzi, na Univerzi na Primorskem. Že 3 leta je, kot omenjeno, član Državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko. Tako da, hvala Iztok, da si se odzval našemu vabilu in prosim. Hvala. Lepo je priti vsakih toliko časa v Koper, ne? Danes sicer iz sončne in vroče Štajerske v malo hladnejši Koper. Ampak vseeno je super, ne? Tudi če malo hladneje, to ne pokvari vzdušja, ne? Takega pozitivnega v Kopru. Torej že 3 ali 4 leta, zdaj že 4. leto se mi zdi traja, ne? Moje sodelovanje v predmetni komisiji za splošno maturo z matematike. In danes bom mogoče malo tako orisal, kaj počnemo, ne, na predmetni komisiji, kako nastane izpitna pola, ne, in takšne zadeve. Najbolj pa mislim, da bom se osredotočil na to, ne, na kakšne težave naletimo ponavadi pri sestavljanju izpitnih nalog, ne. Pa zaradi česa pride do takih težav in pa predlagam, da kar gremo, ne. Najprej, ne, se bom bom nagovoril dijake, sicer ne vem, če je kaj dijakov danes tukaj med nami. Pa tudi, če ne, mislim, da je prav, da povem, ne, da glavno vodilo pri pripravi na izpit, na maturitetni izpit iz matematike je predmetni izpitni katalog za splošno maturo z matematike. To bi morali dijaki nekako vedeti, ne, da morajo, kako se pripravljajo na maturo, pač morajo slediti, kaj piše v predmetnem izpitnem katalogu. Nikakor pa ni priporočljivo, ne, da se naučijo mogoče teme, ki so se do sedaj nekako na maturi pojavljale, ne, in se morda izpuščajo teme, ki se še pa niso pojavile na maturi, ne. Ne vem, lani smo imeli eno tako zanimivo izkušnjo, ne, recimo lani v lanskem roku, poletnem roku, so se pojavila naloga, kjer je bilo potrebno zračunati 3 limite, ne, in potem, ko smo analizirali rezultate, smo ugotovili, da v bistvu je bila naloga zelo slabo reševana, ne. Razlogi nekako, ki so pa prišli do nas, ne, zakaj, pa v bistvu iz strani dijakov, ne, da pač limit se niso učili zaradi tega, ker pač noben ni pričakoval, da bodo limite na maturi, saj se še nikoli niso pojavile, ne. Skratka, ta strategija, da se ničesa ne bom učil, ne, zaradi tega, ker še nikoli ni bilo na maturi, to ni prava strategija, ne. Prav vse, kar je našteto, vse vsebine iz predmetnega izpitnega kataloga pridejo v poštev, ne. Mi ne gledamo, ne, kaj se je že pojavljalo, kaj se še ni pojavljalo, ne, mi pač gremo po katalogu in s pomočjo tega kataloga sestavljamo potem tudi naloge, ne. Seveda nekaj osnovnih stvari, ki jih vsi dobro poznate, ne. Izpit iz matematike je možno narediti na osnovni ravni ali pa na višji ravni. Na osnovni ravni se na pisnem delu piše ena izpitna pola, ki je sestavljena iz 12 nalog, in potem je še tukaj ustni izpit, tukaj pa dijak pač naključno izbere izpitni listek, na njem so 3 naloge, torej 3 teoretična vprašanja, vsako je podprto tudi z praktičnim primerom, ne. Na višji ravni pa je pisni izpit sestavljen iz 2 pol. Prva izpitna pola je ponavadi
identična izpitni polje 1 na osnovni ravni, torej 12 nalog. Edina razlika je, da je za reševanje izpitne polje 1 manj, kot pa za tiste, ki opravljajo izpit na osnovni ravni. Izpitno polje 2 pa sestavljajo 4 naloge, 4 daljše naloge, od tega sta prvi 2 nalogi obvezni, med drugima 2 nalogama pa dijak izbere eno nalogo, ki jo potem tudi reši. V redu. Rad bi poudaril tudi še nekaj iz predmetnega izpitnega kataloga. Predmetni izpitni katalog lahko vsak najde na spletnih straneh, ne? To ni težko najti, jaz verjamem, da vsak dijak ima izpitni katalog, PIK, ne? Mu rečemo predmetni izpitni katalog iz matematike. In v tem izpitnem katalogu so v poglavju 4 navedeni cilji in vsebine, ki se preverjajo na maturi. V poglavju 4 so za takole puščico, nekaj takega zgleda, ne? So zaznamovani cilji in vsebine, ki pridejo na poštev samo na višji ravni. Torej, če ima neka vsebina ali cilj tole puščico, to pomeni, da se ta vsebina naj ne bi pojavila na osnovni ravni. V redu? Zdaj, pomeni naj ne bi, da je lahko da se ne pojavi. Bom še prišel, bomo še debatirali potem, ne, v zvezi s tem, kaj sem mislil, ko sem rekel, za nalašč sem rekel naj ne bi, ne, za nalašč sem rekel naj ne bi. Poglavje 6, ne, pa tudi uporablja tako podobno oznako kot pri poglavju 4, ampak pri poglavju 6 pa niso navedene vsebine in cilji, ki se preverjajo na maturi, ampak primeri ustnih vprašanj. In pri teh primerih ustnih vprašanj so nekatera vprašanja označena s to oznako, ne. To pomeni, da se vprašanje, da takrat, ko so ta vprašanja nastala, je bila komisija mnenja, da je to vprašanje, ki je primerno za listek na višji ravni. Torej, tukaj, ne, se lahko pod tole puščico pojavi tudi vprašanje iz snovi, ki ni nujno na višji ravni tukaj v 4. poglavju. Ne, torej, tukaj tole lahko predstavlja neko težje vprašanje, bodisi iz snovi, ki so s puščico označene v 4. poglavju, bodisi niso s puščico označene v 4. poglavju. Tako da, lani recimo ne smo dobili neke očitke, tudi ne, komisija, ne, spet zaradi teh limit, ne, kajti tukaj, ne, v poglavju 6 je vprašanje, kaj je limita označeno s puščico. In dijaki so, ne vem, z tega nekako sklepali, ne, da je to snov, ki je samo na višji ravni, ne, in se na osnovni ravni ne bo preverjala. Torej, razlika je, ne, to se hočem res poudariti, ne, da s puščico tukaj v poglavju 6 so lahko označene tudi vsebine, torej vprašanja iz vsebin, ki se pojavljajo tukaj na osnovni ravni. Ne. Ok, mislim, da je to zelo pomembno, da dijaki to vejo. Ne. Je pa to bila pomanjkljivost pika, ne, da ni tega eksplicitno, mislim, ampak morali bi res tole podariti. In zdaj smo ravno letos, ravno zaradi tega smo tudi pik spreminjali, ne, tale predmetni izpitni katalog in bo tole res jasno tudi označeno. Ne. Dobro, pripomočki na pisnem delu, ne, tole so nalivno pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalnik, geometrijsko orodje. V zadnjih letih je veliko prahu dvignilo prav tole žepno računalo, ne, kajti do nekega trenutka so dijaki lahko uporabljali katerokoli računalo, ne, tudi take, ki so risali grafe funkcij, ne, in to je pripeljalo tudi do tega, da so nekateri učitelji, ne, potem učili svoje dijake risati grafe funkcij samo s pomočjo teh računal, ne, da bi bili potem na maturi čim bolj uspešni, ne, kar je bilo za nas, ko smo to ugotovili, zelo zaskrbljujoče, ne, in nekako to je bil tudi eden izmed razlogov, da smo potem definicijo žepnega računala nekako tudi navedli, ne, in taka računala, ki omogočajo risanje grafov funkcij, tudi prepovedali, ne. Ta definicija je tudi v predmetnem izpitnem katalogu in ne samo pri matematiki, ampak pri vseh predmetih, kjer je možno uporabljati računalo, recimo pri fiziki, kemiji, vse posod je definicija ista, ne. Torej, pri vseh predmetih, kjer se uporablja računalo, se lahko uporablja računalo istega tipa nekako, ne.
To je tole, ne. Zdaj, pogosta navodila pri nalogah, ne. To je nekaj, kar bi tudi bilo dobro, da dijaki da se tega zavedajo, ne. Dostikrat, če boste gledali stare mature, boste videli, ne, da pri kakšni nalogi piše nalogo rešite brez uporabe računala, ne. Zdaj, dijak ima lahko pri sebi računalo, ne, zdaj seveda lahko on to tudi tam proba, ne, če le računalo dopušča tak izračun, ne. Ampak kaj mi hočemo? Mi hočemo pač zdaj tukaj v tem primeru, ne, da mi ne vemo, če bo on uporabil računalo, potem, ko se naloge popravljajo, ampak vsekakor v tem primeru bo biti vsak korak do rešitve natančno razložen, ne. Nekako to hočemo zagotoviti, ne. Da gre računalo, pa ne bo zdaj vsakega koraka posebej pisalo, kako se pride do rešitve, ne. Če to ne piše, potem seveda nimamo nič proti, ne. Če v okviru računala stole, pač glede na to definicijo, pač uporabi računalo, zračuna, ne, pa zapiše rezultat, je to okej, ne. Tudi če ni čisto detaljno obrazloženo, kako je do tega rezultata prišel. Bolj zanimiv mi je tale, ne, tale stavek, ki se pojavlja v nalogah, ne. Rezultat naj bo točen. Pa s tem nočemo mi sporočiti, da imamo tudi naloge, kjer piše rezultat naj ne bo točen. To pomeni nekaj čisto druga, ne. Sam, ko sem prvič prišel v komisijo, ne, mi je to bilo zelo čudno, ne. Sem rekel, pa zakaj želimo imeti en stavek, rezultat ne bo točen? A ne želimo zmeraj točnega rezultata, ne? Kdaj pa želimo netočen rezultat, ne? Razlaga je ta, ne, rezultat ne bo točen, to pomeni ne sme se ga zaokrožiti. Ne smete, recimo, če dobite rezultat koren iz 2, ne staviti v kalkulator, pogledati, koliko to je in potem zapisati približek. Rezultat mora biti koren iz 2. Zdaj tukaj se pojavlja vprašanje, ne, zdaj, kje je meja, ne, zdaj, če je rezultat koren iz 2, ne, a je tudi pravilen rezultat 2 koren iz 2 polovic. Ali pa še malo širše je zapisano tole, ne. Praviloma upoštevamo tudi 2 koren iz 2 polovic, tudi širše zapise, ampak vsekakor, ko imamo moderacijo rezultatov, se dogovorimo za neko mejo, kje je tista meja, dokot še toleriramo vse točke, ne. Mogoče boljše, če bi rekli simboličen, ali pa ne vem, kjer predelnik bi dal. Tukaj za tole navodilo. Res, a se strinjate, da je res zavajajoče tole, ne, rezultat ne bo točenja. Naj ne bo zaokrožen. Naj ne bo zaokrožen mogoče, ja, tole bi bilo boljše. Če napiše dijak v maturi koren iz 2, mi potem še napiše seveda je enako, pa tisto decimalko, ne. A upoštevate tak rezultat ali ne? Upoštevamo, ne, ampak če je narobe zaokrožil ta svoj približek, izgubi točko. Ja. Ampak če sta pa oba dva zapisana, upoštevate? Ja, mora biti tudi tale, katerega začenja. Ja, v redu? Tukaj pa bom kar tretjo in četrto zadevo bom pa kar hkrati podprl, ne. Ta tretja pravi rezultat zaokrožite, recimo na desetinko. Zelo podobno se sliši kot stane ta četrti, ne, na desetinko natančno izračunajte. To je razlika, ne. Tukaj iščemo en rezultat, ne, ki je zaokrožitev tistega točnega, ne. Recimo, kaj pa vem, 0,1. V redu? Tukaj, ko pa želimo nekaj takega, ne, pa zahtevamo, da je rezultat, ki ga bo napisal, od točnega, da se razlikuje od točnega za 1/10, da je napaka 1/10. Torej, če je v tem intervalu, recimo, če je A točen rezultat, ki ga bo on zapisal, mora biti v intervalu od A minus desetinka, A plus desetinka, karkoli tukaj vmes. To je pa tole navodilo, ne. Gremo mogoče k učiteljem, ne. Učitelje matematike, seveda, vodilo za pouk matematike je, tisto ta pravo je učni načrt, ne. Dostikrat se dogaja, ne, ko se pogovarjam s kakšnimi kolegi, ki učijo na gimnazijah, srednjih šolah, ne, da se dostikrat prevlada, ne, da je vodilo za pouk matematike je matura in ne učni načrt, ne. Teme, ki so se na maturi dostikrat pojavile, se bolje obdelajo, več časa se porabi za te teme. Teme, ki se niso toliko pojavljale, ne, se pa mogoče jim nameni malo manj časa, ne.
mislim, da tole ni prav, ne, da treba je res iti skozi učni načrt in čeprav učni načrt ni popoln, ne, se bom še vrnil k učnemu načrtu, vsega je pa le treba držati. Ne. Recimo spet, če se vrnem na limite islandske mature, ne, smo dobili tudi očitke od učiteljev, ne, da pač limite, ne, da je bilo to, ni bila dobra poteza komisije, ne, da smo dali limite, ne, ker limit že tako dolgo ni bilo in nekateri učitelji sploh niso vseh tipov limit, recimo, šli skozi pri pouku. Ne. Tako da nekateri dijaki niso znali, kakšne limite zaračunati, ker pač jih tega tipa limit niso obravnavali pri pouku. Ne. Ok, torej učni načrt. Ne. Seveda, učni načrt, ne samo, da je to vodilo za pouk, učni načrt je tudi nekaj, česar se moramo mi držati. Ne. Kajti na podlagi učnega načrta je nastal predmetni izpitni katalog. Torej, 4. poglavje, kjer so naštete vsebine in cilji, ki se preverjajo na maturi, tudi na kateri ravni. To v bistvu, če boste primerjali z učnim načrtom, je to v bistvu skorajda kopija učnega načrta. To, kar piše v učnem načrtu, se nahaja tudi tam. Torej, mi preverjamo znanja, ki so v učnem načrtu. Ne? V učnem načrtu imamo 3 vrste znanj, ne? Splošna znanja, posebna znanja, to so malo težje vsebine, ne? Ponavadi, in izbirne vsebine. Splošna znanja v učnem načrtu, ne, so označena s takim pokončnem besedilu, ne, posebna znanja pa v poševno, ne, v poševnem tisku. Splošna znanja so znanja, ki se preverjajo na osnovni ravni na maturi, na višji ravni pa se preverjajo splošna znanja in posebna znanja. Izbirnih vsebin se na maturi ne preverja. Ok, zdaj pa mogoče nekaj več o delu komisije, ne? Kako komisija dela, kako poteka sestavljanje izpitnih pol, kako nastane izpitna pola recimo in najbolj nekako se bom dotaknil težav, ne, ki jih ima izpitna komisija, ko sestavlja naloge. Vsako leto so pred junijskim rokom mature v izboru 3 pole, torej 3 izpitni kompleti. In potem nekaj dni pred pisanjem, ne, pred maturo iz matematike, se izžreba en izmed 3 kompletov. Ne? In potem tisti, ki je izbran, tisti se piše. Ostaneta še 2 kompleta in potem se izmed teh 2 kompletov za jesenski rok, malo nekaj dni pred jesenskim rokom, izžreba še en izmed teh 2 in tisti se piše jeseni. 3. komplet, ki pa ni bil izbran, se pa pride v poštev na izbiro naslednje leto. To pomeni, en izmed 3 kompletov pride nekako naprej za naslednje leto, manjkata še 2 kompleta. To pomeni, vsako leto mora komisija zraven sestaviti še 2 nova kompleta izpitnih pol. Ne? Torej, za 2 roka. Kako to zgleda, kako to počnemo? Z sestavljanjem izpitnih pol začnemo že kar jeseni, mislim, da takoj oktobra, novembra. Ne? Vsak član komisije prinese nabor nalog. Ne? Naloge ponavadi nastavijo tako, da sledimo piku, ne? Vsebine, ki so tam naštete, včasih tudi mogoče pomagajo kakšni učbeniki, ne vem, ampak poskušamo nekako se najbolj držati predmetnega izpitnega kataloga, ne? Da nismo nekako omejeni za tem, samo kaj se najde v učbenikih ali pa kakšnih zbirkah. Potem, ko imamo naloge, jih damo tak na zelo veliki površini, jih razporedimo, ne? In potem sestavljamo komplete. Ne? Potem izberemo 1., 2., 3. nalogo in tako naprej. Tukaj imamo 2 kompletov po 12 nalog. Pri tem seveda pazimo, da so nekako, da je večina vsebin iz učnega načrta pokritih, seveda z 12 nalogami nekako ne gre, ne, da bi pokrili prav vse, čisto vse. Včasih, ponavadi
tudi vsebine, ne, ki niso pokrite na osnovni ravni, torej v izpitni polje 1, nekako gledamo tudi, ne, kaj še manjka v izpitni polje 1, da pa damo potem to v izpitno polo 2. Ampak to je kar dolgotrajno delo. Potem, ko enkrat imamo tele naloge, imamo rešitve, seveda, ne, potem pa traja kak mesec, 2 meseca, ne, da na ricu tole natipkajo, ne traja 2 meseca, da to na ricu natipkajo, na ricu to natipkajo za našo naslednjo sejo in potem na vsaki izmed sej mi pogledamo še enkrat skozi vse naloge, še enkrat rešimo, debatiramo različne možnosti reševanja, kako naj bi bile točke razporejene in potem je kar nekaj iteracij, ne, in potem pride nekje tam v začetku marca do zadnje verzije izpitnih pol in potem, ko so zadnje zaključene, te zadnje verzije, potrjene z naše strani, grejo te izpitne pole potem v recenzijo, kjer potem prideta 2 recenzenta na RIC, to sta ponovadi po moje, ne vemo, kdo to je, ampak sta 2 učitelja matematike, ki potem te pole pregledata, rešita, prav seveda tudi časovno, koliko ona 2 rabita, da tole rešita in data tudi pripombe, kaj se ima zdi v redu, je bilo kaj pretežko, je bilo pač... In potem, ko ona 2 to naredita, dobimo mi nazaj tele pripombe in še to upoštevamo in to pomeni, ko je to vse skozi, sta poli primerni za pisanje, se zapečatita in potem gresta naslednje leto v žreb. To je nekako, kako nastane izpitna pola, ne? Seveda pa imamo tudi izpitne listke na ustnem delu izpita, ne? To pa imamo imamo sestavljeno bazo vprašanj, ki so zelo podobna tistim primerom vprašanj iz izpitnega kataloga, iz PIK-a, ne? Če boste natančno pogledali, boste videli, da niso identično enaka, ampak tam v izpitnem katalogu so samo primeri vprašanj, ne? To se potem vsakič, ko to gledamo, vidimo kaj novega, kakšne nove popravke damo noter in pač vsako leto pač je nekaj novega v teh vprašanjih, ne. Računalnik izbere, računalnik sam generira listke, mi potem samo te listke dobimo, ne, in potem preverjamo, ne, ali je res na teh listkih vse v redu, še enkrat gremo preračunati naloge, ki so na teh listkih, mogoče kakšno spremenimo in to je to, ne, nekako tele listke. Zdaj pa, najbolj zanimivo, ne, pa nekako mogoče bo to, ne, na kakšne težave naletimo, ko sestavljamo naloge, ko sestavljamo izpitne listke, ne, s čem vse se moramo nekako, s čem vse se ukvarjamo, ne. Človek sploh, če ne dela o tem, se sploh ne zaveda, kakšne težave vse lahko to delo prinese, ne. Recimo, težave pri nastajanju nalog, oziroma samih besedil nalog, pa tudi rešitev in točkovnikov, ponavadi izvirajo že iz učnega načrta. Učni načrt ni popoln, ne, in tam not je marsikakšna napaka, ne, in ker mi se pa moramo učnega načrta držati, ne, in potem, če že tam zadeve ne štimajo, ne, to nam zelo, zelo oteži delo. Druge težave so učbeniki, ne, gimnazijski učbeniki. V gimnazijskih učbenikih, ne vem, so zaradi teh stvari nastanejo težave različnih tipov, recimo različni učbeniki isti pojem definirajo različno. Tudi ti, ki so zdaj potrjeni, različni učbeniki različno definirajo pojme. Ne samo, da jih na različne načine definirajo, nekateri jih definirajo narobe, ne, ni prav ta definicija, kot je tam zapisana, ne. In potem se mi sprašujemo, ok, vemo, da ta definicija tega pojma ni prav v učbeniku, mi vemo, kaj je prava definicija in v skladu s tem želimo napisati tudi pravo rešitev naloge. In potem seveda je dilema, kaj pa zdaj narediti z tistimi napačnimi rešitvami, ki so nastale zaradi pač napak v učbenikih. Seveda, tudi tiste rešitve moramo upoštevati in potem, ne vem, ponavadi na moderaciji gremo skozi tole, pa potem opozorimo, ne, da upoštevamo tudi
take in drugačne rešitve, čeprav niso prave rešitve. Bom potem mogoče šel skozi konkretno, da boste lažje videli, o čem govorim. Ne? Seveda pa tudi nekorektnosti pri samem pouku, ne vem, tega sem se pa že dotaknil, ne vem, da se učitelj sam odloči, da pa ne bo predelal vseh tipov limit, recimo, ali pa kaj takega, ali pa kaj smo se še nekako, s čem smo se še soočili, ne? Vrste, naloge iz vrst, ne? Nekako učitelje, ki so v komisiji, ne? V komisiji sva dva predstavnika univerz in preostali člani so pa učitelji na gimnazijah. In ne vem, kakšna naloga zdaj iz vrst, recimo izračunajte vsoto vrste, ne? Nas opozarjajo, ne, da rajš ne podamo vrste za tem simbolom, ne, za sigmo, ker to zna dijake zmest, ne, ker učitelji dostkrat ne uporabljajo tega simbola, rajš pišejo A1 plus A2 plus A3 plus 3 pike, ne. Tako da potem tukaj imamo rešitve, podamo pač oba, ne, za simbolom je enako, pa potem še naprej, tako da to uspemo bolj nekako rešiti, ne. Ok, zdaj pa mogoče gremo kar konkretno, ne? Kaj nas je do zdaj recimo že zmotilo pri sestavljanju nalog, ne? Recimo težave pri sestavljanju nalog, ki izvirajo iz učnega načrta, ne? Zdaj recimo v učnem načrtu piše, ne? Recimo, da reševanje enačb z realnimi koeficienti, to je vsebina na za osnovno raven, ne, vidite, tole, ko pa je poševno, to pa pomeni višja raven. Torej, reševanje polinomskih enačb z realnimi koeficienti je pa na višji ravni, ampak a niso polinomske enačbe z realnimi koeficienti tudi enačbe z realnimi koeficienti? Ja, ne, tako da nekako nam ni bilo najbolj jasno, zakaj je tista podmnožica za višjo raven, ne? Vse je pa za osnovno. Še več je tega, ne? Pogovarjali smo se, da v bistvu ne vemo, ne? Nekako ne znamo definirati iracionalne enačbe. Ok, jaz vem, v učbeniku, mislim, vsi vemo, kaj to je, ne? Ampak kaj se to pomeni iracionalna enačba? V učbenikih, če boste prebrali, boste videli, iracionalna enačba je enačba, v kateri spremenljivka nastopa tudi pod korenom ali nekaj takega, ne? Ja, a veste, kaj to pomeni za nas? Na maturi, na osnovni ravni ne bi smeli dati take enačbe. Lahko pa damo enačbo sinus x je 1, ko je težja. Da imamo kar zvezane roke, ne? Pa ne, da bi zdaj zanalaždali tako enačbo s korenom. Včasih je kakšna naloga, recimo, kaj pa vem, izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta dve krivulji, ko človek integrira, ali pa ne vem, določi meje, da bo ploščina taka, potem človek integrira, dobi korene, enači, dobi takoj enačbo z nekim takim preprostim korenom, ne tako preprosto enačbo, ampak kaj, ko je tole rezervirano za višjo raven. Tale, ne, me tudi malo bega, ne. Presodijo kolinearnost in komplenarnost vektorjev je na osnovni ravni, presodijo linearno neodvisnost vektorjev pa na višji ravni. Jaz ne vem, a mi znate povedati razliko, sploh glede vektorjev v srednji šoli, vse to se gre največ v R na 3, a ne? To sta dve v bistvu med sabo negirani trditvi. Tako. In bi potem rekel, da sta približno enak težki. Ja, ne. Točno to nas je. Še sem poznavanje pojma kolinearne neodvisnosti. Ja. Ne vem, mogoče, ne vem, kaj so sestavljalci tukaj imeli v mislih. Smo že tudi, sodelujemo z zavodom, ne, so tudi že prišli k nam, smo imeli kar dosti pripomb na učni načrt in so nam obljubili, da bodo nekorektnosti poskušali v čim krajšem času odpraviti, ne. Računajo z vektorji zapisanimi po komponentah. Ok, tukaj verjamem, da si vsi mislite, kaj pa je zdaj narobe s tem, ne? Vsi poznate naloge tipa dani vektor, zapišite po komponentah
imate 3 linearno neodvisne vektorje, zdaj pa dani vektor zapišite po komponentah teh 3 vektorjev. Ne? Ja, v tem primeru so komponente vektorji. Ne? Mi želimo od dijakov vektorje. Ja, ampak še zmeraj, ne? To so, komponente so vektorji. Ne? Težave imamo s tem, da nekateri profesori uporabljajo ime koordinate vektorjev, nekateri komponente vektorjev. Zdaj, kaj je boljše, ne vem, ne bi zdaj komentiral, ne? Komisija nekako že vidi, nekako verjame, da je boljše koordinate vektorjev, ravno zaradi tega, ker komponente ponavadi pomenijo vektorje. Ne? Recimo v tujini, ne, smo malo primerjali, kaj v tujini rečejo. Rečejo coordinates ali pa components. Nekateri rečejo vektorske komponente, skalarne komponente. Tudi to se pojavlja. Ne? Pri nas pa je, mislim, da malenkost je zmešnjava pri tem. Ne? Na učbenikih je komponenta številka, ne vektor. Ja. Ker je napisan tako, zato, da se loči od koordinate, ki je mišljena za točko. Ampak vektor, ne, nekateri, mislim, vektori, sploh, recimo, če gremo malo naprej, na faks, recimo, ne, pri linearni algebri, ne, element R na N je vektor, R na N je vektorski prostor, ne, in vsak vektor iz R na N ima N koordinat, ne komponent. Tam temu rečemo koordinate, ne. Ne vem, ni narobe, če nekdo uporablja koordinata, ni narobe, da nekdo uporablja komponenta, ampak se je zgodilo, recimo, ne, da dijaki, ki so navajeni na koordinate, so bili zmedeni, ker pač je pisalo komponente, dijaki, ki so navajeni na komponente, bi bili zmedeni, če pisali koordinate, tako da zdaj smo rešili zadevo tako, da pišemo po koordinatah, v oklepaju komponentah ali po komponentah, koordinatah. Ja. Zveznost funkcije, to je zanimivo, ne? Zveznost funkcije je pojem, ki je na višji ravni. A zveznost, lastnosti zvezdnih funkcij na zaprtem intervalu so na osnovni. Kako naj človek razloži lastnosti zvezdnih funkcij na zaprtih intervalih, brez da bi povedal, kaj je to zveznost funkcije, ne? Tole. Tale, ne, samo po sebi ni nič narobe, ne, ampak to je potem v enem, to je, ne vem, 10, nekaj poglavij naprej, ne, vidite tukaj zgoraj, tale, ko je poševno, reševanje polinomskih enačb z realnimi koeficienti na višji ravni, čez nekaj strani v učnem načrtu je pa tole takole, ne. Ti zgor je zih mišljen z numerično ali pa kaj. Ne vem, kaj so mislili, ja. Ne vem, kaj so mislili. Moje prepričanje je, da učni načrt bi moral biti tako napisan, da bi vsi vedeli, kaj je mišljeno. Jaz verjamem, tisti, ki so ga pisali, da to. Osnovni izrek algebre in posledice. Tukaj imamo težave, ne, zaradi tega, ker v gimnaziji učni načrt predvideva, da se obravnavajo realne funkcije, realne spremenljivke. Tudi polinom je definiran kot realna funkcija, realne spremenljivke. Ničla polinoma je element z definicijskega območja. Tak, da je P od x nič je enak nič, ne? In x nič čez definicijskega območja je to realno število. Kako lahko govorimo o kompleksnih ničlah? To je, mislim, polinom bi morali definirati kot funkcijo kompleksne spremenljivke, če želimo govoriti o kompleksnih ničlah. Ne? Je pa polinom definiran kot funkcija v večini učbenikov, ne kot ne na algebraičen način. Ne? To je tole. Tale mi je zanimiva. Na višji ravni izpeljajo odvode funkcij z uporabo pravil za odvajanje. Jaz ne znam nobenega odvoda zračunati, brez da bi uporabljal pravila za odvajanje, ne? Kaj pa vem? Odvajamo funkcijo podano s predpisom
Evo, tukaj, da to odvajam, rabim pravilo, kako odvajam vsoto. Ne? Tako da praktično, če bi tole zdaj mi, zakaj sem rekel praviloma prej, ne? To je bilo vprašanje. Če bi se res mi držali tega, kaj tu piše, potem odvodov praktično na maturi ne bi smelo biti na osnovni ravni. Jakih dve besedi. Piše izpeljejo. Izpeljajo vse, kaj pa počnem, ko to računam? Izpeljem ga. Ne, ni isto. Mišljenje pa, da se izpelje formula. Aha, po definiciji. Verjetno je bilo to mišljeno, ne? Tale mi je pa najbolj simpatična. Pri poglavju verjetnost boste videli ta stavek. Na višji ravni rešujejo naloge s pomočjo formule. Jaz si ne predstavljam naloge iz verjetnosti, kjer ne bi uporabil formule. Torej spet, če bi se strogo držali tega, kar je lahko na višji ravni, kaj na osnovni ravni, praktično nalog z verjetnosti na osnovni ravni ne bi smelo biti, ne? Ne vem, verjetno so sestavljalci imeli namen tukaj, pač ne vem, neko formulo izpostaviti ali pa kaj, ne? Ampak nije, ne? Ok, to je samo nekaj takih stvari. Tega ne preveč razlagati, tako se bo kdo našel in bo rekel, nič odvodov, nič verjetnosti na mature. Ok, učbeniki. Govorim o težavah, s katerimi se mi srečujemo pri sestavljanju. Kaj so nekako vpliva na to, da smo mi v zagati. Ne govorim o slabem učenju črta, pa o slabih učbenikih. Jaz govorim o težavah, katerih se mi znajdemo na podlagi učbenikov oziroma na podlagi učnega načrta. Recimo ena taka je, dosti nalog imamo v učbenikih poenostavite izraz. Zadnja 4 leta, ko se poskušamo takim nalogam izogniti vse na pisnem delu, zaradi tega, ker iskreno povedano, če vam jaz povem za sebe, povem, jaz ne vem, kaj to pomeni. Ne vem, kako daleč ne grem. To poenostavite izraz, vem, se vi tudi veste, ampak navodilo naloge mora biti tako, da je jasno v nalogi povedano, kaj od jaka želimo. Tukaj naloga ni jasna, ni jasno, dokod želimo, da pride. In potem se namesto tega raje uporabimo, preverite, da je ta izraz enak temu izrazu ali pa nekaj takega. To reši zagata. Pri nalogah tega tipa. Smo pa pustili take naloge potem tudi na listkih za ustna vprašanja, ker tam pa je vseeno zraven učitelj in učitelj pa ve, dokot mora priti, pa lahko dijako reče, mogoče zraven, a se da še kaj narediti ali pa ne vem, nekaj takega. In tako vprašanje ni razširjanje vprašanja. V učbenikih vlada zmeda glede zapisov funkcij. Funkcija se zapiše s črko f, se zapiše z f od x, se zapiše z y je. Edina prava znaka je f, ne s črka f. Če predpis označim f od x je enako nekaj, je ime funkcije f. Meša, dijaki, ne vem, so tudi na maturi, mešajo, ne ločijo med enačbo krivulje, med predpisom funkcije, med imenom funkcije in nekako se, če boste šli nazaj gledati zadnje, z prejšnjih let tele izpite, boste videli, da tudi na maturi je bil kar nered, glede tega, ne vem, pisalo je. Poiščite ekstreme funkcije f od x je sinus x. F od x je sinus x, to ni funkcija, funkcija je f. Predpis je f od x je sinus x in zdaj se tega poskušamo res natančno držati na maturi. Tudi, kaj pa vem, nekaj takega, narišite krivuljo y je 2x kvadrat plus 1. Narišite krivuljo. To ni krivulja, to je enačba krivulje. To nekako poskušamo biti dosledni. Narišite krivuljo, podano z enačbo y je. Enačba je že narisana.
Ja. Kaj? Ja. Krivulja, kaj? Krivulja je pa množica točk v ravnini, ne? Krivulja je pa množica točk. Lahko pa damo tako, da narišemo ali pa to množico eksplicitno zapišemo, ne? Definicija kota, tudi to, ne, v učbenikih različnih, vse to različno definira. Včeraj sem bral eno definicijo, ki pravi, dva poltraka, ne, pa sta tako bila narisana, razdelita ravnino na dva kota. Še vedno ne vem, kaj zdaj kot je, ne? Vem samo, da ga razdelita na dva kota. Kaj pa je to kot, pa ni pojasneno, ne? Drugi učbenik definira kot presek dveh polravnin. V tem primeru, če ga definiram tako, moram vedeti, da po definiciji ima lahko kot velikost samo od 0 do pi. Konec. Vse, kar je več, to več ni kot. Tretja definicija, ki jo spet na katero naletimo v učbenikih, ne, pa je, ne vem, imamo dva poltraka, ne, kot je množica točk med tema dvema poltrakoma. Problem tukaj nastane seveda, kaj to pomeni med. Kaj to pomeni med, ne. So različne definicije in potem pri sestavljanju nalog seveda to vpliva, ne, kako je pač kdo kot pri pouku definiral, ne. Teda tole, definicija vektorja. Definicija vektorja v učbenikih tudi dostikrat ni korektna, ne. Vektor je po definiciji pač ekvivalenčni razred, ne, in v ekvivalenčnem razredu so usmerjene daljice, ne. Ekvivalenčni razred je pa množica usmerjenih daljic. In zdaj recimo, kdaj sta dva vektorja enaka? Jaz mislim, da edini pravilen odgovor je, ko sta te dve množici enaki. Učbeniki navajajo, ne, kdaj sta dva vektorja enaka? Enaka sta, če imata enako dolžino, smer in usmerjenost ali nekaj takega, ne. Ampak ne, to ni enako z vektorjev, to je ekvivalent, v tem primeru sta usmerjeni daljici ekvivalentni. Ne? Ok. Dijake, ne, nekako znamo naučiti racionalna števila, ne, in njihovo predstavitev z ulomki, da lahko eno racionalno število predstavim z različnimi ulomki, ne. In tukaj gre za nekaj čiz istega. Tukaj pač en vektor lahko predstavim z različnimi usmerjenimi daljicami, ne. Mislim, da ne gre za nič kaj težjega, ne. Ok, komponente ali koordinate, to smo pa že tudi debatirali, ne. Krajevni vektor. Krajevni vektor je tudi včeraj sem bral učbenik z te serije Premica, ravnina, prostor, čas. Poznate? Tukaj noter avtorji začnejo z usmerjeno daljico, ne, in da je to predstavnik vektorja, ne, in takoj v naslednjem odstavku, če boste šli brati, ne, že poderejo to svojo, ta zelo dobro pripravljen teren, ne, za vektorje, ne, že takoj potem usmerjeni daljici pravijo vektor, ne. In krajevni vektor ni nič druga kot usmerjena daljica, ki se začne pri 0, pa nekje v neki točki, ne, torej, to ima zgolj ime vektor, to, da je vektor, še ne povem, da je res vektor, ker vektor je pa množica, ne, množica teh usmerjenih daljic. Tole mi je bilo tudi zelo zanimivo, ne. Naraščajoče in padajoče funkcije so definirane zgolj na zaprtih intervalih AB v tem isti seriji učbenikov, mogoče, kot sem jih prej omenil, ne. In potem imamo pa takoj naloge, kjer iščemo intervale naraščanja in padanja funkcije, ne, kjer so rešitve tudi odprti intervali, recimo od minus neskončno do 1, kaj takega, ne. Ampak ob tem, ne, pa se, če se res natančno zavedamo, kaj v učbeniku piše, ne, pač definicija je pa samo za tole, ne. Tako da,
jaz vidim malo težavo na tem, ne. Ničle funkcije, ok, to smo že debatirali, to smo imeli recimo pri polinomih, ne, kompleksne ničle, čeprav je polinom definiran kot realna funkcija, realne spremenljivke. Aha, tole, ne, nekateri učbeniki definirajo takole, ne, a je to v redu ali ne, o tem smo se zadnje čase tudi debatirali na komisiji, ne, namreč minus i je tudi, ne, koren iz minus 1. Zakaj definiram pa i, ne, na ta način, mislim, da to ni prav, mislim, da boljše bi bilo, če definiramo i kot nekaj, česar kvadrat je minus 1. Nekaj, česar kvadrat je minus 1, ne. To verjetno izhaja iz tega, ker jih dosti krat učijo, ne vem, isto kot koren od 4 je 2, ne, jih ne naučijo plus minus. Ja. Ja, ker se tudi to je še težava, ne. Koren, ki ga spoznajo, ne, v srednji šoli dijaki, je funkcija, katere definicijsko območje je interval, vključno z nulo do neskončno. Se pa kar naenkrat, se pa tu pod korenom pojavi minus 1, ne. Kaj zdaj imamo v mislih, ne? Nekaj čist druga, ne, kot pa so me do zdaj učili, ne. Kako lahko da minus 1, če pa ne smem dati noter, ne. Torej, gre za dva različna korena, gre za kompleksni koren, pa gre za realni koren, ne. Kompleksni koren je ponavadi definiran kot funkcija, kot večlična funkcija, kompleksen koren ima več rešitev, ne, kompleksen ima več korenov, realni ima samo enega pozitivnega, negativnega ne. Imaginarna števila. Nekateri učbeniki, ne, definirajo imaginarno število kot kompleksno število, tako, da je realni del enak nič, nekateri pa iz definicije izvzamejo nulo, z je nič. Ne? In ravno lani ali predlani, mislim, da ne, smo imeli na višjem nivoju eno nalogo, ki je tudi vključevala imaginarno število in smo imeli težave s tem in smo potem morali točkovnik prirejati, da je bilo pravilno oboje. Ne? Definicija eksponentne funkcije. Definicija eksponentne funkcije se praktično v gimnaziji ne definira. Ne? Sem kolege na maturitetni komisiji vprašal, ne, kaj pa je definicija eksponentne funkcije, pa so rekli, pa saj veš, ne, imamo a večji od nič, različen od 1, mogoče še rečejo, ne, ja, zdaj eksponentna funkcija je funkcija, ki ima tole za predpis, ne, na x, ne. To ni definicija eksponentne funkcije, to je samo njen predpis, ne, pač definicija eksponentne funkcije, zakaj se to govorim, ne, pač jaz verjamem, da v srednji šoli, ne, nima smisla take podrobnosti, ne, ampak se pa je pojavljal listek s vprašanjem na ustnem delu izpita, ne, listek definirajte eksponentno funkcijo, ne, in mislim, da ni v redu, ne, da se pojavi tako vprašanje, če noben učbenik dejansko ne definira eksponentne funkcije, ne. Recimo tole, ne, recimo, kaj je to, da se bomo lažje razumeli. Kaj to pomeni, ne, v tem, kaj to pomeni, ne, tega se v srednji šoli ne definira, ne. In če sprašujemo po definiciji eksponentne funkcije, pol nekako bi človek pričakoval, ne, da se bo res kot odgovor zahtevala definicija, ne, tako da mislim, da smo lani celo izključili tole vprašanje, ne, ko smo se tega začeli zavedati. Tole sem že govoril, ne. Definicija racionalne funkcije, tudi tu so težave, ne. Nekateri učbeniki definirajo racionalno funkcijo kot pač je funkcija, katere predpis je f od x je p od x ulovljeno s q od x, kjer sta p in q poljubna polinoma. Drugi učbeniki definirajo racionalno funkcijo kot funkcijo, ki spet gleda takole, znova pač z dodatno lastnostjo, z dodatno predpostavko, da sta ta dva polinoma tuja.
Zdaj imamo pač različne definicije in potem seveda je to treba tudi pri nalogah upoštevati. Ne? Zdaj, katere pristaši smo, ne, mogoče, ne vem, jaz recimo sem pristaš tiste ta prve, ne, zaradi tega, ker če definiramo, če izpustimo tisti pogoj, da sta to dva tuja si polinoma, ne, potem imamo zelo lepe lastnosti, ne, vsota dveh racionalnih funkcij, racionalna funkcija, produkt dveh racionalnih funkcij, racionalna funkcija. Če pa date tisti pogoj, pa zgubite vse te lepe lastnosti, ne. Ja, zmotili sta nas tudi te dve formuli, pa še več jih je, ne. Kaj pa vem, recimo ustavite tukaj noter, namesto x nič, pa dobite tukaj 1, ne? Tukaj pa dobite plus minus 1. 1 je enako plus minus 1, ne. Kaj zdaj ta formula pomeni? Kaj smo hoteli s tem plus minus povedati, ne? Ta formula se pojavlja tudi na izpitni poli, ne? Če boste videli, ne? Na maturitetni, ne? Tudi podana noter. Tole, ta je zanimiva. Definicija pokončne piramide. V nekaterih učbenikih je pokončna piramida definirana kot piramida, ne? Pač, ki ima za osnovno ploskev nakotnik. Vrh piramide je pa nad središčem očrtanega kroga. To je ena definicija, ne? Na katero smo naleteli v učbenikih. Druga definicija, recimo, je piramida je pokončna, če so stranski robovi enako dolgi. To ni ekvivalentno, ne? Torej, čisto drugače. Še tretjo definicijo smo našli v slovenskih učbenikih. Piramida je pokončna, če ima vrh nad težiščem. Nad težiščem. Ja, tudi tole, ne? Smo našli, ne? Meni osebno tista ta prva mi je najmanj všeč. Nad središčem očrtanega kroga. Tista mi je najmanj všeč, zakaj, gledajte, dajte en trikotnik si predstavljate, recimo trikotnik z zelo takim velikim kotom, kje ima središče očrtanega kroga, pa tam, zelo daleč. In piramida bo, nočemo mi definirati pokončne piramide, ki bo poševna, ne? Mislim, da... Puščamo osnovno plosku poljuben več kot. Ja. In tudi, ne, če definiramo s tem očrtanim krogom, potem pač za vsak lik ne morem najti očrtanega kroga, ne, in sploh ni definirana potem za vsako osnovno ploskev, ne. No, in ne boste verjeli, res, takšne stvari kar zakomplicirajo sestavo nalog, pa potem pričakovanih rešitev, ne. Definicija limite funkcije, tudi tale, koliko še ima sploh časa? Hitro bom končal. Limita funkcije, ne, limita funkcije se definira ponavadi z odprtim intervalom. Ne? Recimo, pa ne bom zdaj šel v definicijo, kje imam tukaj? Ne bom šel v definicijo, ampak mogoče samo eno slikico bom narisal. Torej, če to je 1, nič, pa imam tukaj neko funkcijo, ki je definirana na intervalu od nič do 1. Iz definicije limite, to pa mislim, da je v vseh učbenikih tako ne sledi, da lahko mi limito funkcije iščemo samo, ko se približujemo točki z notranjosti intervala. Ker moramo nujno iti za epsilon, za delta levo pa za delta desno, ne? Nujno. To pomeni, ne, da po tej definiciji limita funkcije, ko gre x proti 1, v tem primeru sploh ne obstaja, ne? Če gledam strogo tisto definicijo. Ok, lahko rečete, ne? Je pač to tako definirano in je to tako. Ok, se strinjamo, ne? Pol pa greste v učbeniku samo eno poglavje naprej na zveznost, in zveznost je definirana s pomočjo limite. To pomeni, da zveznost lahko preučujemo samo v točkah iz notranjosti intervala. To pomeni, da avtomatsko v enki funkcija ni zvezna. Pa je. Ne? Mislim, da je
Edina rešitev tukaj je, da se limita definira tako, ne, da ne rabi biti točka iz notranjosti intervala, ampak pač katerakoli točka v definicijskem območju. Evo, ne, to sem mislil, ne, da potem imamo lastnosti zveznih funkcij na zaprtem intervalu A, B. Ja, če smo res zvezno definirani za limito, potem to sploh nima smisla, ker nobena ni zvezna na zaprtem intervalu A, B, ne, če definiramo limito na tisti način, ko sem prej razlagal. Ne. Definicija odvoda, tangente, ne vem, tangenta, ne, se tudi v mnogo katerem učbeniku ne definira tako, kot bi se morala. Ne. Tangenta je po definiciji premica, ki poteka skozi čisto dano točko, ne, na grafu, katere smerni koeficient je odvod. In to je definicija. Ne. Mnogokrat so učbeniki malo bolj površni, pa definirajo tangenta je premica, ki se v tisti točki dotika. Kaj to pomeni dotika? Kaj to pomeni, da se dotika? To ne vem, ne. Vem, ne, da pač ne seka grafa, ne. Ampak dajte primer funkcije, kaj pa vem, od x je x na 3, pri x je nič, imate tangento je x-os, ne, in se ne dotikajo seka, ne. Tole, ne, lokalni maksimum, lokalni minimum, mnogi učbeniki pravijo, da v točki 1, ne, če gledate tisto strogo definicijo, da v točki 1 ni lokalnega maksimuma, seveda je. Ne, seveda je. Vsak globalni maksimum je tudi lokalni maksimum, vsak globalni minimum je tudi lokalni minimum. Ne. Za lokalni maksimum spet se učbeniki omejujejo na notranjost intervalov, kar ni ravno nekako primerno. Ne. Naraščanje in padanje funkcij v točki, ne, to me je najbolj presenetilo, vse meni osebno, ne. Jaz menim, da se lahko pogovarjamo o naraščanju funkcij na intervalih mogoče, ali pa na nekih množicah, pač pogledamo, če vzamem poljubni dve točki z te množice, pa preverim, ne, je funkcija naraščajoča, če bo veljalo, če je prva točka manjša od druge, pa je tudi funkcijska vrednost manjša ali enaka od druge. To je definicija naraščanja in padanja, ne. Zdaj pa kaj pa povedi, da je funkcija naraščajoča v točki, ne, to so mi pa potem poskušali, pa so mi to razložili, kolegi, to takole. To se pa definira tako. Funkcija je naraščajoča v točki, če obstaja en odprt interval okrog te točke, da je na tem odprtem intervalu funkcija naraščajoča. In potem v učbeniku, mislim, da sem to pred 3 dnevi, ko sem se pripravljal na tole, ne, sem zasledil, ampak zaradi tega še pa na komisiji nismo imeli težav, ne, je pa pisal nekak trditev, ne, če je v neki točki x0 odvod pozitiven, potem v tej točki funkcija narašča. A se strinjate z to trditvijo? Če je v neki točki odvod pozitiven, potem funkcija v tej točki narašča. Da pa narašča v tej točki, pa se definira, da obstaja okolica, odprt interval okrog te točke, na katerem funkcija narašča. Evo, to je zadeva, s katero bom končal, ne. Žal ne bo zneslo do nedoločenih integralov. Smo začeli malo kasneje. Ok, dobro. Recimo, ne, imejmo takole premico, a v redu, imamo koordinatni sistem, tukaj imamo točko, x0, zdaj pa damo tukaj narisati funkcijo, graf funkcije, nekaj takega, katerega tangenta je tale premica. V redu? A se strinjate, da katerokoli funkcijo bom vrinil tukaj vmes, ne, graf bom vrinil tu vmes, bo tudi odvod te funkcije v točki x0 enak odvodu te tangente v tej točki x0 in tele originalne. Recimo, da je 2 smerni koeficient te tangente. Bo tudi odvod vsake funkcije tukaj vmes v tej točki 2. Zdaj pa ni več težko skonstruirati, ne, proti primer za tisto, ne.
tukaj date funkcijo, ki malo narašča, pada, vidite pa tukaj neskončno hribčkov ima. A v redu? Pa tudi tukaj, z te strani, tukaj vmes. Ima neskončno hribčkov. Neskončno hribčkov. Tukaj, podvod, tukaj not bo pozitiven, te okolice pa ne bo. Na nobeni okolici funkcija ne bo naraščala. Ker pa vedno šlo malo gor, malo dol. Funkcija pa je odretljiva. Funkcija, ja, gladko jo spelješ noter. Gladko narediš. Tudi zvezdno odretljiva? Tudi lahko, karkoli lahko narediš. Ampak to, s tem še nismo imeli težav na maturi, nismo šli tako daleč, ne, pač mogoče, če sem že bil pri učbenikih, ne. Seveda tudi definicija nedoločenega integrala je zelo različna v učbenikih. Lani smo imeli en tak primer, ne, kjer smo res imeli malo krizo, se mi zdi. Namreč treba je bilo zračunati nek nedoločen integral, mislim, da je bilo sinus 2x ali nekaj takega. In potem seveda smo se pogovarjali, ko smo modelirali točkovnik. Originalni točkovnik je velel, da dijakom, ki ne bodo napisali potem še zraven plus c, odbijemo točko. Razvila se je debata, namreč kako se v srednji šoli definira nedoločen integral. Večina učbenikov piše nedoločen integral funkcije mali f je taka funkcija veliki f, za katero velja, da če jo odvajam, dobim mali f. Zdaj pa, to je definicija, in zdaj, če tam ne piše c, plus c zraven, tole po tej definiciji je nedoločen integral. Kako jo preverimo? Stavimo definicijo, vidimo, to je nedoločen integral. Nobene težave, mislim, da bi naredili samo krivico, če bi tist c odvzeli točko. Tako da zaradi tega, mogoče ste tudi sami videli, da c, mislim, da prvič nismo kaznovali lani, z odvzemom točke. Ste nekako bonus točko odvzemom, ko je napisal? Ne. Jih je pač več napisal, Ja. Pa še to, tale c, zakaj smo hočemo, da pišejo dijaki ta plus c zraven? Kaj je filozofija? Zakaj hočemo, da pišejo plus c? Ko bojo reševali pol diferencialni, tam pa je povedno, koliko pride tak konstantno. Ja, ampak nekako jaz sem svoje dijake vedno, mislim, svoje študente vedno učil, ta plus c morate napisati zaradi tega, ker hočemo zajeti vse nedoločene integrale. Res, hočemo vse in zaradi tega pišem plus c. Pa veste, da to sploh niso vsi, nujno. Integral 1 z x dx, kaj je to? ln, a nekaj takega naučimo dijake, da to napišejo. Glejte zdaj, narišite tole, graf te funkcije ima dve veji, nekaj takega, Zdaj pa to vejo premaknite gor za c1, tole pa za c2 dol. Kaj pomeni plus c? Plus c pomeni, da obe veji premaknem za isto višino, ravno zgor, ravno zdol, pač, če bo tu pisalo plus 2, bom obe dve premaknil gor za 2. V redu? Lahko pa tole za 2 gor, tole za 1 dol. V redu? In to, kar bom pisal, ni tukaj noter, je pa še vedno nedoločen integral funkcije 1 z x. Zakaj? Odvajajte, pa boste videli, da dobite to. Tako da, v bistvu, ta filozofija, da hočem vse, ne zdrži. Razen, če je definicijsko območje povezano. Definicijsko območje mora biti povezano, tukaj pri 1 z x pa seveda ni. Ok, jaz bi se tukaj ustavil. Hvala lepa. Zelo zanimivo predavanje. Se seznanimo s težavami, s katerimi se komisija spopada, kaj vse je še treba popraviti. Mogoče kakšen predlog še? Mogoče še vprašanje prej, ko smo gledali, sem se spomnil, ko ste limite omenjal, Pa se spomnim, da smo tam pri analizi 1, da mi profesor Vrabec nekako pokazal,
s celim strogim formalizmom, kako se pride do definicije, ampak je pol tudi povedal, da je tista preprosta, taka praktična definicija, pa da je limit ravno tisto število, ki ti naredi funkcijo zvezno z dopolnitvijo. Ja. Kar je v bistvu, ta trditev se mi zdi kot en smisel tega, kaj sploh hočemo narediti. Ja. Tudi ne glede na te težave. Zdaj pa razmišljam tako, ves čas imam občutek, da imamo neko prakso matematično, pa imamo te definicije, ki zahtevajo točne pojme, egzaktnost in to. In tudi zaradi tega imate težave, ker lahko zavaja tekst, če se drugače pove. Zdaj je polno teh. A imate kakšen feedback, a uspejo to v šolah razložiti na obeh nivojih, ki po moje, če greš že formalno, vse točno, pa zmanjka tistega... Ja, sej, težava je, seveda nima smisla v srednji šoli razlagati vseh teh podrobnosti, časa zmanjka, to sploh nima smisla. Ampak po drugi strani pa v učbeniku pa bi morda lahko bilo tako kot treba. Mora biti oboje. Mora biti oboje. Uno formalno prav, pa uno po domače. Ja. Že tam, ko smo ena sam pri domači je zmeri problem. Kako napisati domača, da je zastopljiva in da ni narobe. Ja, to je velik problem. Tudi jaz ne vem, da sem razlagal zveznost, ne po domače. Zveznost, funkcija je zvezna, če nima pretrganega grafa, kar sploh ni res. Kaj pa vem, racionalne funkcije so primeri funkcij, ki so zvezne, pa so grafi pretrgani, tam neskončnost minus neskončnost. Tako da, ampak včasih je fajn, ne vem, ali pa kaj jaz naredim, narekovajih napišem mogoče, ali pa ne vem. Ja, oni morajo s tem živeti, oni seveda, morajo s tem formalnim. Tako, res, ja. Ampak včasih take formalne zadeve, take malenkosti res, ko pa človek nekaj dela, nek uradni dokument potem, na RIC-u, to je objavljeno, in je prav, da je tam korektno tudi strani komisije zadeva napisana. Imeli smo, ne vem, eno funkcijo, tudi spet, taka parabola, zapišite intervale naraščanja, in potem v učbenikih se mnogokrat je interval naraščanja pač se preveri z odvodom in potem kar v tej točki, kjer je teme, je odvod enak nič, ne vem, da so rešitve v učbenikih odprt interval do temena, do točke, kjer je teme. Ampak ni, po definiciji mora nujno biti tale točka zraven. Saj tudi če je ta točka zraven, ko primerjate dve točki na tem intervalu, bo zmeraj veljalo, če ena manjša od druge, sta tudi vrednosti. In potem sam intuitivno potem gor ne narašča več. To je to, po moje. Ja, to je to, to je ravno to, evo. To je to. Kaj pomeni naraščanje v točki? Narašča lahko na intervalu, na nekem območju, na množici, Ok, se lahko bi imeli za poljubno množico, Se gledamo samo v oklepaju, govorimo o točki, ne o intervalu. Ja. In dejansko potem priznate, če vse te opcije. Evo, mi vemo, da je pravilna rešitev taka in zaradi tega, pač, kakor učbeniki včasih tudi malo drugače, potem seveda ali tam napišemo v opombo v desni stolpec, upoštevamo tudi tak in tak rezultat, ali pa tudi, če ni tam eksplicitno, pa potem tudi na moderacijah, potem, ko ocenjevalcem predajamo navodila, tudi na vse te jih opozarjamo. Tako je sploh požil, da grejo taki učbeniki skozi kakšne recenzije, kdo recenzira sploh to? A sploh sodelujejo ti javni? Da me ne boste narobe razumeli, jaz ne govorim, da so učbeniki slabi, vse prej kot slabi so. Za dijak mislim, da so zelo dobro napisani, zelo dosti se lahko dijaki naučijo iz teh učbenikov. Ampak... Zakaj, mislim, razumem to vprašanje, zakaj sploh prihaja do različnih
do možnosti, da se navajajo različne definicije pri istih zadevah. Ne? Torej, ne vem, če obstaja definicija odvoda, pač tako, kako je, bi morala biti vse posod brez možnosti odstopanja zapisana enaka. Ne? Lahko primiri drugače, prikazani, preko slikic, razlage, ampak definicija pa obstaja samo ena. Ja, včasih v matematiki, ne vem, se nekaj definira pač z nekimi lastnostmi, ne vem, ne, in potem izrek reče, ta trditev, ki definira ta pojem, je ekvivalentna nečemu drugemu. In ta izrek v bistvu reče, da bi lahko tisto, kar smo predefinirali s prvimi lastnostmi, definirali tudi z drugimi. In bi potem imeli izrek, ki bi rekel, da je pač onemu prvemu ekvivalentno. V redu. Ampak v tem primeru ni težava, ne? Težava je bolj na tej, ne, da se isti pojem definira na različne načine, recimo kot pokončna piramida, recimo, to je lep primer, ne? Razlika menim, da je vrh nad središčem očrtanega, kot so stranski robovi na obdobju. Kje je razlika? Recimo, če imamo zdaj tale trikotnik, ne? Katerega središče očrtanega kroga je tam. Zdaj pa povežite daljice, pa tele stranske robe pogledajte, ne bodo vsi enako dolgi, ne? Gre za različni definiciji. Da si prav predstavljam, mislim da, ne? Glejte, imate kontakter, tak imamo, ne? Pa tu eno točko, evo, že tako projekcija, mislim, ne? To je krajše od tega, ne? Tukaj imam trikotnik. In središče bo dalec sem in zdaj vrh, kjerkoli ga tukaj napravim, bo od te zadnje točke daljica, tale rob, daljši od obeh. Ali bo? Ne, ne bo. A bo? Ne, ne bo. Mislim, če ne nekaj, potem ne bo. Ne vem, če bo. Ne bo? A isto bo? Isto bo. Ne, nima biti kaj drugače. Aha. Ne vem, zdaj na pamet govorim, no? Kaj središče je pač ona, da so vsi enak deleč, a ne? Bo tudi gor vsi enak deleč. Kaj no? Višina je ista, pa kada vsi tri Pitagorovi izreki sta tudi raziskava zadeva. Torej imamo izrek, ne? Prva definicija je ekvivalentna. Nista pa ekvivalentni tretji. Tretji, ne? Obstaja najboljši način za to definirati. Mogoče moral bi omejiti na posebne družine likov ali kako. Tega po mojem sploh noben ni premislil, kaj ne bi bila pokončna piramida. Mislim, sigurno ne v tem smislu, da bi morala tako tudi intuitivno zgledati. Ja. Samo če malo povedal, jaz sem že tukaj v sodelženci, mi je zelo veselilo to, ker smo se z vsemi temi še mnogimi drugimi delima tudi mi srečevali. Jaz sem zdaj že drugi mandat predsednik nacionalnih preizkusov za matematiko in tam je tudi s veliko še hujših stvari pri osnovnošolskih matematiki, kot pa pri srednješolski. Torej, ravno te definicije razne, ki so se, ko se piše v učbenike, se ponavadi pogleda, kaj je bilo pred tem. Jasno, ker mi ne moramo zdaj nekaj revolucije v šoli, pa potem so učitelji čisto zmedeni. Skušamo nekako delati po korakih, nekako nekaj malenkosti, če se da. Te definicije se ponavadi res v večini učbenikov naših vsaj je to, da je pokončna lista, ki leži nad središčem očrtane krožnice, lika. Ampak zakaj? V resnici to, če premislimo zaradi tega, ker vsaj v osnovni šoli se umika čisto vse piramide, ki niso pravilne. Pri potem ni več dilem, če pravilno je pač vse lepo in prav in lepo zira gore. To so tiste poševnosti, zelo malo dela. V novejšem času se je od leta 2008 dali konopnične načrt tudi za gimnazije, pa tudi tam precej to umaknemo. Skratka, vse te poševnosti so marginalizirane, skoraj se jih nič več ne dela. Zdaj, recimo, največji bi rekli tak boom, pa kakšen bi rekel, ko so nepazdaj odpišejo, so strakoti. Zaradi tega, ker bomo tudi rečeli, da so različne definicije, ampak ravno zato, ker smo mi prišli točno v to dilemo, ker so potem pošli, mi govorimo so kopije učbenika, če se moramo to upoštevati pravilno, zato ker je v tem in tem učbenikom tako zapisano. Seveda se mi s tem ne strinjamo. Zakaj ne? Zato, ker v osnovnih šolskih učbenikih vseh, brez izjeme,
Od leta 1948 dalje je osnovna definicija popolnoma ista. Res je, da bi rekli, a je to korektno ali ne, težko presoditi, ampak je ista. Ne? In se tega tudi držimo že naprej. Ne? To pomeni, imamo pač dva potraka s skupnim izhodiščem, to razvina dva kota, karkoli že to je, recimo, ne govorimo o tistem, ker množi, če v 6. razredu se tudi ne take dosti povedati, ker to začne v 6. razredu, ampak se povarna, ne, se aha, to je zdaj en kot, ne, tam je pa ta drugi kot, ne, pri isti situaciji se moramo to zamišljati nekako, ne. In tudi potem oznake kotov se nas iz tega izvirajo, ne. In tam je, pač, če smo damo tisti vrh V, pa je A pa B gor, ne, pod eno teh dveh kotov je A, B, druge pa B, A in ne more biti drugačna, ne, to je pač kar 2, ne. Zdaj dilema potem pride v gimnazije, ne. In mnogi učitelji so šli skozi gimnazijo, so bili visoko šolo in prav več, prije potem učitelji v osnovno šolo, ne, in tam je zmešnjava. Jasno, če vi pogledate učbenike, veliki večini učbenikov je totalno zmešnjava. Zdaj jo odpravljajo, ker mi ustrajamo, mi lahko ustrajamo kot NPZ, ne, pri maturi vi ne morete ustrajati, mi lahko ustrajamo, ker naše je preverjanje, ne gre za oceno, ne. To je preverjanje in mi rečemo, ok, narobe je, vi veste, zakaj je narobe, učencu lahko vi date za mene karkoli prav, ne, ker ste vi tako učili, ampak mi to ne bomo poštevali kot preverjeno, ne. Ker pri zdaj se učbeniki nekako spet čistijo, ne. Je pa res, da od 2008 dalje novim učenčem za gimnazije je ista definicija tudi v gimnazijah, ker pač tam piše trikotnik in trikotnikih, privzemamo iz osnovne šole. To ni več ista definicija, ki prej bila, ne, kot presek dveh podravnin. Tega ni več. Ne. Zdaj je tudi gimnazije. Jasno, da ne moramo mi tako presekati, ko se naprej preseč, pa reč, evo, kuna je narobe pika. Torej, moramo dati nek čas. Ne. In ta čas je, spravim, bo verjetno trajal 50 let. Ker enostavno vi ne morete presekati. Skratka, vsi učbeniki se gradijo, matematika se tudi spreminja. Ko sem se jaz učil v osnovni šoli, je bil koren spet, lahko vzba 25 plus ali minus 5. Zdaj to ni več. Ko sem jaz hodil v gimnaziji, mi smo risali več lične funkcije. Koren iz x ni bil tisti zgoraj, kot je bil. To je skratka vse je naprej, in zaradi tega pač tudi sledi temu nekako naprej. To je skratka, to je vse pravstvo in to so napake in bodo še napake in bo treba upoštevati in skratka vse te mogoče, ker pač odlajajo resnično, jaz mislim po moje, gotovo 50 let, potem bo pa itak že druge noter prišli. Ja, res. Ne mogoče. To samo to pač mimo ljudi. Zdaj smo imeli pred nekaj mesecev nazaj tudi sestanek skupaj ravno 3 predsedniki, tako imenovane komisije, to je nacionalni preizkus za matematiko, pa je bil kolega Žerovnik, ki se komisiral za splošno maturo in kolega Dolinar za poklicno maturo in smo se nekako dogovorili, da bi poslušali in kot prvi korak najprej učne načrte vseh 3 sčistiti. Ker to je katastrofa, kaj je noter. Torej, če kdo pogleda učni načrt za matematiko za osnovno šolo, sem kot recenzent tudi jaz napisal noter. In mene je sram, da so to napisali, zato je, ker jaz sem sicer tam napisal recenzijo, ampak ne tako, kot so tam dali. Jaz imam še zmeri boj, kaj sem jim rekel, to ni boj, to treba spremeniti dve. Jasno, da niso tega neč nabili, to je po naprej dato, kot je to. Ampak, to pač je, a zakaj šlo naprej? No, ker se je mudilo, ker če ne bi šlo v tistem hipu naprej, bi izgubili nekoliko milijonov evropskih sredstev. To je pač v okviru nekega evropskega projekta in to se dela vedno, ko ste prej rekli tudi, kdo recenzira te učbenike. Tako je, enostavno gre in če Uni ne recenzira prav Uni, ki je prej ne recenzira, dajo nekomu drugemu, ki bo podpisal in šlo naprej. Tako je pač to danes, že v Sloveniji je to tako. Tako, se prevečujem, če se pa vdolko, tako nekaj super. Ker to so dejansko težave in še mnogo dni. A boste letos prišparali te limite dijakov? Ne boste verjeli, kako hitro človek pozabi na to, kakšne naloge so bile lani ali pa predlani v izboru, ne? Karkoli bi rekel, bi se zlagal. Brnistih tudi treba pokriti čim večji razpons ljudi. Ja, mi imamo nekako po temah, imamo
na tretjine razdeljeno in potem računalniški program izbere vprašanje iz prve tretjine, druge, tretje. Ampak včasih, ne vem, včasih se naleti, pa jim, da so vsa 3 vprašanja iz funkcij ali pa na kakem listvu sploh ni funkcij in potem mi ročno potem tole še potem premešam, da nekako šeli še bolj uravnoteženo, ja. Aha, torej na ustnem ne more imeti odvodov, limit pa integralov. Ne. Naj ne bi. 3 skupine, to je kaj, to je 4. letnik verjetno, 3. Ne, to bomo zagotovo protestirali, če bomo naleteli na kak tak listek. Ampak moram vam zdaj reči, kaj pa vem, zdaj se nam izmuzne. Ampak ne bo se, mislim da ne. Obstaja mogoče kak točkovnik, kako so posamezna poglavja v teh 4 letih med sabo, kako bi rekli, pomembna, ali je to zgolj recimo na višji pa osnovni nivo, to pa smo prej slišali. Mislim, da ne obstaja. Tudi zdaj mi, ne vem, kaj pa vem, mi že gledamo, ne, da po pomembnosti, kaj pa vem, da vedno vsaj kak odvod noter, ali pa da je zmeraj kaj iz geometrije, ali pa ne vem, zdaj, kaj je bolj pomembno drugega, pa je zelo težko, ne? Ne vem, če sem vas prav razumel. Ne vem, mogoče, če bi tako narekel adicijski izreki, ali pa, ne vem, kakšen odvod, ne. Težko bi rekel, mogoče sem kot, da sem mislil na to, da kakšno vsebino tipično pokrivajo posamezna programa, ampak to je preveč odprto vprašanje. Skušamo zajeti pač čim več, ne, da pokrijemo čim več.